Kulturno društvo Bohinjska Bela ima bogato zgodovino kulturnega ustvarjanja, ki pa jo vaščani pridno prenašajo naslednje generacije. Letošnje leto bodo na odru predstavili muzikal z naslovom Čarovnik iz Oza, v katerem sodeluje več kot 30 prostovoljcev iz Bohinjske Bele in okolice. Ideja se je začela v Angliji. Tam je moja vnukinja, ki je gledala tole predstavo v enem amaterskem gledališču tam. In je bila tako navdušena, da je iz tistega videnja takrat tam napisala scenarij v angleščini. In sicer moram povedati, da je vnukinja zdaj stara 12 let. In seveda, pa so pa prihajali k nam na Bled, na počitnice in tako naprej, smo že tam v angleščini zadevo igrali. Potem je prišla ideja, da bilo to pa dobro na oder spraviti, tukaj na Bohinjski Beli, so pa zelo dolga tradicija gledališka in sem rekel, zakaj pa ne bi to postavili tukaj na Bohinjski Beli. In tako se je začela pisati zgodba o uspešni igralski predstavi. Franc Podjed je scenarij prevedel in ga predstavil domačinom, ki so ga sprejeli z navdušenjem. In sicer poleti, ko je bilo še zelo vroče, je bila najprej kavica in tak pogovor in seveda on zmeraj nekaj novega priprav, ki je zelo tak inovativen človek, gospod. In je rekel pač, če bi sodeloval, vsakega posebej verjetno, da je vprašal in seveda na ta način se je to tako začel. Se pa poznamo že odprej z njim in smo že marsikaj počenjali z njim, saj nekateri. Čarovnik iz Oza je zanimiv zaradi tega, ker ima toliko veliko gledaliških elementov noter in mi jih bomo poskušali v čim boljši meri pripeljati na oder, da bo stvar izgledala lepa. Z vlogami so igralci zadovoljni, četudi se mogoče na začetku niso mogli poistovetiti, sedaj ne bi nikoli zamenjali. Franci me že tudi toliko časa pozna in zmeraj najde nekaj takega ustreznega, kot je pojkar pisan na kožo, ima ta pravnost za to. Ti imaš nekako glavno vlogo. Ja, zelo je fajn tudi s tem režiserjem delati, ko ful tako uživati pokaže, pa se res bolj lahko predstavljaš, pa tako zelo je fajn se uživati v vlogo. Izkušeni gledališčnik Lojze Ropret nam je zaupal, da je bilo vaj res veliko. Je veliko različnih elementov v predstavi in vaje so potekale zelo različno. In tudi ne vse hkrati je nemogoče. Naprimer, že samo vaja za luč nam je kar en cel dan porabilo, da smo vse reflektorje pripravili, tako da so v vseh prizorih lepo, da je luč lepo urejena. To je že samo ena stvar. Potem je tu še vaja z orkestrom, z otroci, s pevci in režijska vaja. Skupna, tista prava vaja, je prišla na vrsto le 3-krat. Najbolj pridno od vseh so vadili otroci. Kar 19 jih sodeluje, vodi pa jih učiteljica podružnične šole Bohinjska Bela Veronika Kosel. Večina teh otrok je pri pevskem zboru od 3. do 5. razreda. Gospod Podjed nam je te pesmi posredoval, meni jih je tudi posnel, da smo se potem najprej začeli učiti pet. Potem je začel prihajati tudi na naše vaje, on je otroke učil koreografijo. Tako da moram reči, da smo ga občudovali, kako je pred nami plesal in zraven še igral in še pel. Jaz sem bil močno presenečen, kako ti otroci hitro dojemajo vsako stvar. Je treba bilo peti, je bilo treba zraven plesati, je bilo treba, gibe razne in so fantastični. Tako da sem jaz nad otroci zelo navdušen in seveda tudi igralci naši amaterski iz Bohinjske Bele so z veseljem pristopili. Muzikal za razliko od običajne predstave vsebuje več plesa, petja in govorjenih dialogov, ki temeljijo na popularni glasbi, v tem primeru na glasbi iz filma Čarovnik iz Oza. Se mi zdi, da otroci zelo celostno vse dojemajo, tako da že recimo pet se učijo lažje tudi s tem, ko že zraven kažejo. Hitro se učijo v primerjavi z nami, tako da smo bili veseli tega.
Pa všeč mi je tudi, ker je veliko dinamike. Recimo smo vključili tudi fante, ki sicer niso pri zboru, pa zelo z veseljem so krilate opice na rolerjih tle in tako dinamično je. Bolj problem so pri meni osebno bili teksti, zaradi tega, ker se je le treba naučiti, sem navajen ponovadi zmeraj držati v rokah, a ne, in nekako, da to odpustiš od sebe stran in da zaigraš, a ne, vendar to se ne zgodi takoj, a ne, je en proces, ker je drugače, če ti doma te stvari ponavljaš, kakor pa poje v situaciji na odru. Novo je bilo pa seveda to, kar se tiče režije, spoznavanja tega dela, kako so premiki, ne se zakrivati, to vse, kar nam je Lojz tudi potem še dodatno dal, kako kaj še dodelati, da bo še bolj, a ne. In ta tekst, no, ta učenje tega, da potem si siguran, a ne, in da res igraš tisto vlogo suvereno. Martin, ki je igral pločevinko, je imel največ težav s koreografijo. Ti moji plesi, to je ta najtežji, kar je od vsega, kar se da dobiti. Pač tekst, to pač doma sem ga 2-krat prebral, do zdaj pač, moram reči, nekako gre. Sej pač vidiš v kontekstu in preklopiš in greš v glavo po svojemu mišljenju naprej. Drugače, petje ni bilo problema. Majčkeno, da se sojel na začetku, zdaj pa nam laufa. A za Domna je bila najtežja začetna odločitev. Nekako sprejeti to ponudbo, se mi zdi. Vse se je tako na hitrico zgodilo, zdaj šele decembra sem prišel not in je moj učitelj petja, daj tole sem ti zrihtal, daj pejt, pa sem šel z gospodom Podjedom na en čaj, pa tam mi malo predstavil, pa v bistvu nisem niti kaj preveč razmišljal, sam nisem najdel nobenega izgovora in pa sem pač pristopil glede samega tako igre, pa to mi je pa malo bolj blizu petje, ker se bolj s tem ukvarjam in imam tudi več izkušenj s tem. Na drugi strani pa imamo vlogo čarovnice, ki se je morala soočiti z veliko zlobe. Sem mogla pač vso zlobo, ki jo podsedujem, ven dati, ne? Pa še so rekli še bolj zlobno. Tako da sem pridobila tudi ta aspekt, kako je biti, recimo, res zloben. Pri meni je pa pet pred temi, ki imajo ful dobre glasove, ful lepo pojejo. Jaz sem imela pa zelo treme, sem bolj potih tudi pela, sem pa je mogla na trema pozabiti, pa je šlo. Zanimiv pri tej prireditvi je to, da jo lahko štejemo za medgeneracijsko prireditev, ker sodelujemo od 8 let starosti do 80 let, ko bom jaz kmalu. In po mnenju sodelujočih je ravno to tisto najlepše. Ko se združijo 4 generacije, ki se med seboj učijo, se zabavajo in smejijo, ko ustvarjajo nekaj, kar bo ostalo vsem. Mlado pa fajn se počutim, ker so fajn. To so vaščani moji in tako in sem zelo vesela, da lahko sodelujem. Zelo je dobro delati tudi s starejšimi pa z mlajšimi, tako da se imamo kar fajn. Ja, pač zdaj se v bistvu starejšimi še bolj razumemo, kaj prej. Tudi mladih učimo, mora biti več, kot oni od nas, verjetno. Igralci so amaterji, zato jim tovrstne izkušnje res veliko pomenijo. Pravzaprav, če nekako se ne vidiš v tem, mislim, da že v začetku ne pristopiš k stvari, a ne. Tako da, kot sta že kolega povedala, nekaj izkušenj je, nekaj malega, ampak vendarle so. In tudi nekaj, kar nosiš v sebi, je potem tisto, kar lahko izraziš na odru. Jaz sem lev in sem hkrati plašen in sanjam o pogumu in med pesmimi sem zelo pogumen in pa hkrati plašen, tako da zelo tako, v bistvu mi je težko tudi to, ja, da nekako najdeti svoj karakter. Ja, svoj lik ga usmisliti vse. Vse to gre skupaj, z roko v roki. Dobro počutje, nekaj se naučiš, druženje in tako naprej. Vse to gre eno z drugim. Meni so bili že skozi všeč muzikli, da bolj, ker mi je gospod Franci ponudil vlogo, sem bila takoj za, tako da mi je bilo zelo všeč. Tudi izkušnje sem pridobila. Meni pa že skozi všeč glasba, pa ples in ko to združiš, je pa zelo pač dober. Pa poj mi je v bistvu Eva pomagala, da zdaj, ker tudi igram in v bistvu sem zelo hvaležna. Za kostumografijo je poskrbela Jožica Vrečko, ki je prav vse kostume zašila sama in jih prilagodila posameznemu igralcu. V proces je vključila tudi ilustratorko, svojo hčerko Sašo. Zelo pomemben element prispevala in sicer scena.
kompletna scena je njena. Imamo srečo, da je v takem majhnem kraju toliko sposobnih ljudi takole predstavo gor spraviti. A veste? Ja, no, k temu bi jaz še dodal, da v Franciji je tisti gonilni element, ki zna poiskati in zbrskati ljudi, ki znajo. Ja, in taki projekti so dobri tudi zaradi tega, ker se srečamo, sicer se pa ne bi. Zaenkrat bo predstava na sporedu le v Kulturnem domu na Bohinjski Beli. Ja, najprej moramo tukaj uspeti, ne, in če bo stvar res dobro ratala, kot rečemo, ne, računamo, da se bomo lahko predstavili še kje druge v okviru občine, pa mogoče še širše. Spodbude prihajajo z vseh strani. Nekako pač preko teh državnih, kako se temu reče, institucij, ki podpirajo kulturno življenje, na vse zadnje se moramo tudi zahvaliti občini, da imamo to dvorano in da imamo tudi možnosti, zelo dobre tehnične možnosti, da lahko to naredimo in ja, seveda, nas podpirajo. Pa imajo igralci kaj treme pred premiero. Verjamete vase? Verjamemo. Aj kaj treme? Zaenkrat je še ni. Ne, to ni, tega ni. Ja, lepo bi bilo imeti še kakšno vajo, drugače pa smo pripravljeni. Trema je izključno ustvarjalna, zato verjamemo, da bo predstava kmalu na ogled tudi na drugih gledaliških odrih. To je lepo medgeneracijsko sodelovanje, ki mislim, da prinese samo dobro in prav nič slabega. Krasno sodelujemo, sicer včasih kaj napetega, ampak to je del tega, in potem ta igra res lahko nastane in upajmo, da bo zažgala, tako kot je treba.